Lep pozdrav, spoštovane gledalke in gledalci. Danes v studiu gostimo podpredsednika Vlade Republike Slovenije in ministra brez resorja na Uradu Vlade Republike Slovenije za zamejstvo in po svetu, gospoda Mateja Arčona. Spoštovani podpredsednik Vlade Republike Slovenije in minister brez resorja na Uradu Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu, gospod Matej Arčon, lepo pozdravljeni in dobrodošli na naši televiziji. Hvala lepa, hvala za povabilo, lep pozdrav vam in vsem vašim gledalkam in gledalcem. Torej, v okviru regijskega obiska vlade v Pomurju ste obiskali več pomembnih ustanov, srečali se boste tudi pozneje z župani in gospodarstveniki. Katere pomembne ustanove ste torej si ogledali in katere ključne ugotovitve ste naredili ob tem obisku in kako bodo potem te ugotovitve današnjega obiska potem vplivale na prihodnje projekte in financiranje zamejske skupnosti? Ja, vsekakor meni se zdi zelo pomembno, da obiščemo institucije, ki imajo kakršnokoli vez z zamejstvom ali pa Slovenci po svetu. Predvsem z tega vidika, da vidimo, ali so tudi sredstva, ki jih dajemo določenim institucijam, plemenito porabljene, ali so projekti, ki se izvajajo, lahko primerni tudi za druga okolja, se pravi druge dele zamejstva, ne samo tega področja. Tak primer krasen je bil obisk vrtca, ki zelo dobro sodeluje z vrtci v Porabju. Izvajajo ta 3-dnevni projekt tabora, gostijo otroka iz Porabja, prav z namenom, da se srečajo z matično domovino, da krepijo slovenski jezik že v vrtcu in to se mi zdi zelo pomembno, ker iz izkušenj iz ostalih projektov, ki se izvajajo, raznih poletnih šol, ki so namenjeni sicer bolj Slovencem po svetu, je to dragocena izkušnja, ki ti ostane za celo življenje in se učenje jezika zagotovo prej naučiš, če ga spoznaš mlajši, tudi če potem kasneje en del lahko svojega življenja niti ne uporabljaš. Tako da te projekte podpiramo, jih bomo podpirali še naprej in iščemo take primere dobrih praks tudi za druge dele zamejstva. Potem je bil obisk Evangeličanske cerkve, kjer smo lani uspešno pripeljali sodediščino z Betlehema tu v Mursko Soboto. Bila je tudi krasna prireditev. Smo dejansko si pogledali tudi aktivnosti, ki so v teku in ki so jih v preteklem času izvedli. Razne intervjuje, ki so bili opravljeni pred kratkim s 13 še živečimi izseljenci. So res zelo zanimive, na momente ganljive zgodbe, zagotovo pa dragocene. Zadnji obisk je bil obisk knjižnice, regijske knjižnice, ki je pomembna za celotno regijo in bibliobus, ki dejansko funkcionira tudi v Porabju in je tudi en del financiran strani madžarske skupnosti. Tako da so te projekti čezmejni vedno pomembni za razvoj celotnega območja. Jaz izhajam tudi iz obmejnega območja in poznam te čezmejne projekte in se mi zdijo, da so prav te projekti, ki tkejo vezi med dvemi narodi, med lokalnimi skupnostmi in jih je treba samo krepiti, ker to je smisel in bistvo tudi Evropske unije. Torej, kakšni so načrti urada za krepitev povezav med Pomurjem in pa Slovenci v Porabju? Torej, kako boste spodbudili nekako sodelovanje na področju kulture, izobraževanja in potem gospodarstva? Glejte, mi smo na našem uradu naredili kar nekaj pomembnih korakov v smislu povezovanja. Povezovanja zamejstva kot takega. Kmetijstvo je bilo že povezano, povezali in ustanovili smo gospodarsko zbornico za celotnega zamejstva, potem smo šli enako naredili na področju športa in na področju kulture. Se pravi, povezali smo zamejstvo, ga tudi povezali z matično domovino, zagotovili določena finančna sredstva. Recimo Porabje pa je en tak primer zelo majhne, homogene skupnosti,
kjer se lahko pilotni projekti izvajajo in jih potem se prenesejo tudi na druga zamejstva. En takih je bil gospodarska spodbuda, kjer je Republika Slovenija prvič dala sredstva za podjetnike in obrtnike v Porabju in ta sredstva jih razdelila in naredila neko presek stanja. In prav, ker je ta primer dobre prakse, jih bomo prenesli zdaj in zagotovili določen denar, ki bomo dali tudi na Hrvaško, v Italijo in v Avstrijo. Tako da te čezmejni projekti jih je potrebno krepiti. Ta območje ima tudi Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje Muraba, govorimo pa tudi o slovensko-mađarskem skladu, ki je bil tudi že delno financiran strani obeh držav in se projekti preko EZTS Muraba tudi izvajajo in pripravljen program. Skozi naš urad pa smo zagotovili zakonsko podlago, ki je dala vlada naprej pred kratkim v parlament. Parlament bo obravnaval na novembrski seji spremembe našega krovnega zakona, kjer bomo dali lahko tudi sredstva za delovanje evropskih združenj in za financiranje teh gospodarskih iniciativ. Potem, kaj je bilo že narejenega v okviru programov za spodbujanje gospodarstva, s katerimi vlada torej vlaga v prihodnost slovenske in mađarske manjšine, torej v Pomurju in Porabju? Kakšni so načrti za prihodnje? Veste, prav, če pogledamo v preteklosti, smo financirali kulturo, šport, izobraževanje. In ta gospodarski del je tudi zelo pomemben. Zakaj pomemben? Je, da se narodna skupnost ohranja na teritoriju, da ni, bom rekel, nekega izseljevanja iz teritorija in hkrati je to enoten, če rečemo, kulturni prostor in te projekti, ki bojo zdaj financirani iz teh gospodarskih spodbud, so, bom rekel, pomembni za čezmejno sodelovanje, hkrati pa so ena dobra podlaga za povezovanje tudi Slovenci, ki živijo po svetu, prav na področju gospodarstva, gospodarskega sodelovanja, iskanje novih poslovnih priložnosti. Torej, Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu sodeluje tudi z Ministrstvom za gospodarstvo, turizem in pa šport, torej pri spodbujanju podjetništva med Slovenci v tujini. Če tukaj izpostavimo to zamejsko gospodarsko koordinacijo, kaj želite s to koordinacijo doseči? Vse to, kar sem vam do zdaj povedal, naša vloga našega urada je ta, da je povezovalni člen med zamejstvom in tudi recimo drugimi ministrstvi, ki imajo tudi strokovne resurse za to. Imamo zelo dobre odnose z Ministrstvom za gospodarstvo. Skupaj smo naredili kar precej pomembnih korakov, ne samo na področju gospodarstva, tudi na področju športa, ker to isto koordinacijo, kot sem že prej omenil, smo tudi na področju športa ustanovili in zagotovili finančna sredstva, se pravi neko osnovno delovanje zagotavljamo, tam se pripravljajo znotraj te koordinacije programi in te programi v nadaljevanju bodo dobili tudi finančno spodbudo. Torej, porabski Slovenci, slovenske manjšine v Avstriji, torej na Hrvaškem in v Italiji, torej kot zamejska skupnost v teh državah soočajo z posebnimi izzivi. In katere konkretne ukrepe ali finančne spodbude namerava vaša politika nameniti zamejskim Slovencem v teh državah? Kar se mi zdi pomembno je to, da kar smo nastopili naš mandat, je bil naš proračun okrog 10 milijonov evrov. Proračun, ki bo prihodnje leto, bo znašal nekaj manj kot 13 milijonov, se pravi, ta sredstva smo povečali, se pravi, je zavedanje celotne slovenske vlade, da je zamejstvo in Slovenci po svetu, da so pomembni, zato tudi krepimo ta sredstva, da lahko preko Slovencev ne samo utrjujemo naše vezi, iščemo tudi poslovne priložnosti, kulturnih izmenjav in tako naprej. Ne nazadnje tudi krepitev prijateljstva z ostalimi državami, kjer živijo Slovenci. To se mi zelo pomembno. Ima pa vsaka skupnost svoj izziv, tako kot imajo v Italiji izziv stalnega zastopstva v deželnem parlamentu ali pa v
v nacionalnem parlamentu oziroma senatu, imajo na avstrijskem druge izzive, kako avstrijsko državno pogodbo implementirati slovenski jezik v jasli, v šole, vrtce in tako naprej. Se pravi, izzivov je dosti, mi stojimo ob strani, skušamo tudi na bilateralnih odnosih informirati recimo predsednika vlade, zunanjo ministrico ali druge, ki imajo vezi z oblastmi avstrijskimi ali mi kot urad, tako da krepimo res te vezi. In en dober primer je recimo tudi obisk italijanskega predsednika Mattarelle skupaj z našo predsednico, in če ste videli izjave, s kom se je Mattarella srečal, tudi s predsednikom vlade, povsod je bila poudarjena vloga in pomen manjšine, italijanske manjšine v Sloveniji, slovenske manjšine v Italiji. Se pravi, na manjšinah se gradi to, bomo rekel, prijateljstvo, sodelovanje in skupni projekti. Torej, če omeniva mlade, torej mlade ljudi, kako pa je pri njih? Imate kakšne programe posebno za njih? Mi za mlade imamo največ sodelovanja in tudi zelo močno, če rečem, podpiramo naše to združenje Vtis, visoko izobraženih Slovencev, ki živijo v zamejstvu in po svetu, kjer imajo skupno neko platformo skupnega informiranja, delovanja odborov. Hkrati so nam zelo pomemben sogovornik pri naši strategiji vračanja Slovencev nazaj v matično domovino, kjer smo delali presek stanja različnih analiz, ki so bile narejene v preteklosti, in skušali dati v neke osnutke strategije za celotno vlado, kje bi bile tiste prioritete, da se tudi mladi vračajo nazaj. In en od zelo visoko kotiranih točk prednosti je tudi stanovanjska politika, kjer bomo skušali v naslednjih letih zagotavljati tudi za tiste, ki se vračajo nazaj, ustrezna stanovanja, saj za določeno obdobje, in to se že tudi v nameri vlade kaže z sredstvi, ki jih dajemo skozi proračun, da stanovanjsko politiko v naslednjih letih mislimo zelo resno. Torej, morda za na konec, kaj bi sporočili torej Slovencem, ki nas poslušajo zunaj domovine? Da smo ponosni na njihovo delovanje, smo ponosni na njihovo poslanstvo, da svoj prosti čas vlagajo, bomo rekel, v delovanje društev, institucij, da se zavedajo svojih korenin, da so ponosni. Jaz večkrat v različnih priložnostih tudi rečem nam, Slovencem, da če želimo vedeti, kaj pomeni biti ponosen in zaveden Slovenc, ni treba je daleč, gremo v zamejstvo in vidimo res s ponosom, vidimo, kako so ponosni, da so Slovenci, da imajo slovenske korenine in na različnih področjih delujejo in funkcionirajo. In tako kot je vaša televizija zelo pomembna in dragocena, da tudi Slovencem skozi oddaje, ki jih imate, poudarjate pomen Slovencem v zamejstvu, lahko rečem tudi po svetu, in sem vam res iskreno hvaležen. Spoštovani podpredsednik Vlade Republike Slovenije in minister brez resorja, gospod Matej Arčon, hvala za obisk. Želim vam še naprej prijetno počutje v pomurski regiji in vse dobro. Hvala tudi vam. Gledalke in gledalci, hvala, ker ste spremljali oddajo Mi zamejci. Gledajte nas spet prihodnjič, do takrat pa ostanite povezani. Lep pozdrav!